Lepo pozdravljeni. Verjetno ste dobili v roke masažno pištolo Vuk Vibe, ali pa jo še boste. Kar je pa najbolj pomembno je, da vas naučimo, kako jo sploh uporabljati. Namreč, tudi v našem delu, v mojem delu, vsakodnevnem delu, uporabljam masažne pištole za delo, za sproščanje in za rehabilitacijo naših strank. Kdo smo mi, da vam sploh lahko pametujemo? Torej, z mojo kolegico Ano Marijo vam bova danes predstavila tehnologijo in uporabo masažne pištole, da boste dosegli čim večji uspeh z njo. Namreč, v kineziološkem centru KinVital vsakodnevno uporabljamo te pištole in preprosto vidimo, kje ljudje delajo napake, kje ljudje premalo dobro vejo, kako uporabljati te pištole, čistko, da ste tudi vi v boljšem počutju. To je nam namen. In glede na to, da sem znan kot mehanik hrbta, lahko povem, pogosto uporabljam te pištole za sproščanje, za masiranje in moja kolegica, fizioterapeutka Ana Marija, ki tudi pri nas izvaja masaže in pa terapije in vadbe, pogosto uporabljaš te pištole, je tako? Torej, ja. Čisto iz praktičnega vidika lahko tudi jaz povem, da si malo prste prešparam. Tako, to je ena prednost. To je ena prednost. Drugače pa ja, tudi svetujemo ljudem, no, da si mogoče nabavijo, če imajo kakšne res malo bolj kronične težave s kroničnimi zategnenosti mišic, res pride prav, no. Je fajn, no, ker ta pištola v bistvu kombinira dve tehnologiji. Ena je že ta, ki jo v seriji tako uporabljamo, se pravi pritisk, manualni pritisk pištole. Je pa fajn še... Tukaj tudi pršpar na pritisku, kot bi se rekla, torej za kakšne maserije pa take, kot smo mi, kot vsakodnevno delamo s strankami, nima zmatranih prstov. To je ena zelo pozitivna stvar. Zelo pozitivna, ja. Druga je pa še ta vibracijska tehnologija, ki pride zraven pri pištoli, ne? Ker dejansko tu sam še pol učink sproščanja mišic, pa sklepov, tetiv, sam še izboljšano. Tako da imaš dve stvari v enem, kar z rokami dejansko ne moreš doseči, no. Ok, torej vibraciji se ne bati, ker kot bova predstavljala v naslednjih videih, kako uporabljati masažne pištole na različnih delih telesa, boste videli, da je pritisk ena stvar, ne, kot si rekla, ki sprošča mišico, obenem je pa tudi ta vibracija, ki poteka čez sklepe, ki jo pištola ustvarja, ne, tista, ki razrahlja sklepe. In sploh tiste, ki ste imeli kakšne poškodbe, udarce, ampak imate kakšne kronične zakrčenosti, boste videli, da se tudi ne bati pritisniti, ne samo na mišico, ampak tudi kdaj na kost. Veliko ljudi napačno misle, da na kost ne sme pritisniti, ker se bojo poškodovali. Ni nobene bojazni, da se boste poškodovali zaradi pritiska pištole. Bova pa izpostavila, katerih delov ne toliko masirati. Bova pa to dobro izpostavila. Tako da vas kar vabim, da si dobro pogledate tale naš celoten prikaz uporabe masažnih pištol. In kar začnemo z naslednjim videom. Dajmo.